Občutki so fantastični, ko se tule dobimo tisti, kateri ustvarjajo nove izdelke, nove storitve in veseli me, da vsako leto vidimo tudi kakšno novo podjetje. To je zelo pomembno, da ne bazira ves razvoj na obstoječih, jih poznamo, so tradicionalni, da vsako leto pride tudi kako novo podjetje, predvsem smo tukaj videli nekaj družinskih podjetij in to me zelo veseli. Danes ste prejeli zlato priznanje za inovativnost Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. Kakšni pa so vaši občutki? Občutki so pozitivni in to priznanje dokazuje, da smo tudi za našo tehnološko inovacijo na dobri poti. Priznanje tudi manjšim podjetjem, ki se prizadevamo ustvarjati nove inovativne produkte. Pri nas večinoma v bistvu vse, kar ustvarjamo z projekti na trgu, celotne prihodke skoraj vračamo nazaj v razvoj. Čudoviti. Prvo veliko priznanje za nas, ki nam veliko pomeni. Glede na to, da delamo tudi v okoljskem tipu industrije, kar pomeni, da čistimo zrak, vodo in druge surovine, nam je to zelo pri srcu, da ste tudi vi spoznali, da je ta inovacija res dobra. Tako da občutki so res super. Občutki so fenomenalni, ponosen sem na skupino, ponosen sem na to, kar smo naredili skupaj, dokazali spet neke nove mejnike v naši družbi in res hvala vsem, ki so sodelovali pri tem. Vesel sem za ta uspeh. Občutki so odlični, seveda, ob vsaki nagradi so občutki dobri. Kako pa ste doživeli trenutek, ko je inovacija prvič zaživela? Začeli smo iz nič, to je dejansko en začetek, ki se od rojstva do neke ideje, prespane ideje, potem prvi zametki, koncepti, odraščanja te ideje in na koncu nek rezultatski učinek v nekaj novega v realni proizvodnji. Da smo na pravi poti. Vsekakor je lepo videti te ideje, ki so se dejansko rodile in zaživele. Kako je to videti v življenju, je nekaj posebnega. Vam lahko povem, da na objektih, ko smo bili, ko smo jih zaganjali, ko vidite na koncu čisto vodo ven teč, da je to zelo dober občutek. Tudi osebni. To je tako kot novo rojstvo, nov otrok, ki ga spraviš v življenje, ki začne delovati, si kot oče, se počutiš kot oče, res. Občutki so bili izjemni. Projekt je trajal kar nekaj časa, imeli smo tudi nekaj manjših problemov, nekaj zamud, zato je seveda na koncu, ko je zadeva le stekla v polno, bilo olajšano za vse v projektu. Pot do inovacije je trda, treba si je v ekipi podpirati, spodbujati, le na tak način pride potem tudi do rezultata. Da se ne pustijo nekako omejevati in dajo svoji domišljiji, povezano seveda znanjem, prosto pot. Že v osnovi zlati nasvet pomeni ne biti skromen. Da ne gledajo samo na trg in na kupca, kaj potrebuje trg in kaj kupec, ampak gledajo tudi na to, kaj potrebuje okolje, kaj potrebuje naš svet in da uporabi tudi svojo vest, moralo, da bojo inovacije šle v pravo smer in da bojo v dobrobit ne samo podjetja in kupca, ampak tudi na splošno celotnega človeštva.